Živijo, dobro se spet nazaj na Džunglin kanal. Danes sem na eni ful lepi lokaciji, ampak ne vem kaj drugače vam naj pokažem, zaradi tega, ker se nikakor ne moramo obrniti, ker je sonce tam, morje pa tudi tam in pol ne bo dobra svetloba. Ampak vse je. Par dni pred Valentinovim je in čas je, da naredim jaz spet nek kao ljubezenske nasvete. Amazing. Danes delamo eno zelo pomembno temo, v bistvu govorimo o stvareh, ki jih ne smeš delati na prvem zmenku. Ker pač je Valentinovo in verjetno boste šli na kak dejt, upam, ker to se dela na Valentinovo in ljubezen je tema Valentinovga. Tako da, ja, 10 stvari, ki jih ne smeš narediti na prvem dejtu. Prva stvar, ne zamujati. Rude je, če zamudiš na prvi dejt. Pol kasneje se ti kdaj zgodi, ne vem, da pač zamudiš par minut, ker pač ne vem, je bil promet ali pa se ti je karkoli zgodilo. Ok. Prvič pa daj pejt vsaj 15 minut prej, zato da si prej tam in pa pač dejansko pokažeš interes, da si na dejtu, ker drugače si pač druga oseba misli, ok, se pravi, zamujanje is your thing. It's not a good look. Tako da, ne zamujati. Druga stvar, ne govoriti o bivših. God damn, ne govoriti o bivših. Tukaj si na dejtu z novo osebo, spoznavaš novega človeka, ki bo mogoče enkrat postal tvoj partner. Se kasneje kdaj pogovarjata pač o bivših, ker ne vem, sta imela kakršnokoli travmo ali pa pač pride do te teme, pa se zmenita, da vam je to cool. Ok, se pogovarjata o bivših. Ne pa na prvem dejtu, ker s tem daješ neki feeling, da pač tukaj nisi dosti interesiran za drugo osebo, še vedno si hung up na preteklosti in again, it's not a good look. Očitno bom tole rekla kar precejkrat v tem videu. Tudi to, če tvoj partner na dejtu govori o bivših, mu pač nisi toliko všeč. Uncomfortable. Tretja stvar, dej telefon stran, ker si na dejtu in tukaj si zato, da človeka spoznaš. Brez veze je, da zraven scrollaš po Instagramu, boh ne, da si še s kom dopisuješ zraven. Tudi če je to friend. Ne s friendom, ne sploh z drugim kandidatom, ali kako naj to rečem, cause I've seen it happen before in pač to je res rude. Na dejtu si. Act like it. Četrta stvar, ne biti nesramen do kelnerja ever. Pač, če si v neki restauraciji ali pa v kafiču ali pa v baru ali pa kjerkoli, bod spoštljiv do delavcev tam, pa tudi če greta samo v trgovino ali če greta kamorkoli, kjer se moraš z drugimi ljudmi pogovarjati, pač bod prijazen. Folk je itak preveč nesramen do kelnerjev in ne vem, zakaj bi s tem še slabo vplival na svojega pač na šanse s partnerjem, ker bo takoj videl, aha, ok, so you're that guy. Mislim, da to bi lahko bil tak nasploh nasvet, oziroma vse to bi lahko bili nasplošni nasveti, kako se obnašati v javnosti, ampak na dejtu sploh. Res, bodite prijazni do vseh, ko vam strežejo, ko vam prodajajo, ko vam karkoli, ker so tudi oni sam ljudje in tudi oni kdaj grejo na dejt in pač bod prijazen. It's not hard. Peta stvar, ne se zamotiti s kjerokoli stvari okrog tebe. Če je za tabo TV, pa če si tip, pa ful rad gledaš fuzbal, ali pa če si ženska, pa pač te tudi zanima fuzbal, I guess, ali pa je ne vem, neka telenovela, that's sexist. Če je karkoli na televiziji za človekom, glej človeka, tisto, kar je na televiziji, bo že doma pogledal. It doesn't matter. Tukaj si zato, da spoznaš tega človeka, odkriješ, kdo je, da ga poslušaš in da pač se spoznata. Nič drugega te ne sme distraktati tukaj. Sploh pa za Valentinovo. Come on. Če greta na nek dejt, kjer je mišljeno, da boste gledala fuzbal ali pa ne vem, neki na televiziji, ok, then I get it. Razumem kino. Kino je logično, da pač gledaš neki, ker si v kinu. To bi lahko bilo pravilo za v kino, ne se pogovarjati v kino. Se pravi, če greš na navaden dejt nekam v kafič, bod sfokusiran na partnerja, če pa greš v kino, pa valjda bod sfokusiran tudi na film. Zakaj sem to tako zakomplicirala, ker res ne bi rabila? Šesta stvar, ne biti preveč intenziven, ker marsikdo pol na prvem dejtu kar da neke težke teme ven in ne vem, tvoje travme iz otroštva, vse so pomemben del, ker pač kasneje pol v razmerju, ok, se pogovarjaš o tem, pa dej vsaj en mesec časa, da pač te stvari razkriješ, ker nočeš uničiti mood na čisto prvem dejtu, kjer mora biti pač le sveže, zaljubljeno in pač veselo. Vse težje teme, prehran za kasneje. Sedmo pravilo bo mogoče malo kontroverzno, ampak se mi zdi, da mora plačati tip, ok? Sploh, če je tip povabil, če je ženska povabila, ok, pol mogoče se pač drugače pogovarjati, ampak če tip povabi, bo tudi plačal. Na naslednjih dejtih se bota že zmenila, da pač bo plačal ali pa bota šla dala na razen, da pač bo vsak pol, kakorkoli. Ampak na prvem dejtu, lej, če si tip, pokaži, da si na nek način kavaler, pa plači za punco, ampak punce ne pa pričakovati od vseh tipov, da bojo kar takoj plačali. Dajte jih malo pač rečite, ne, sej lahko jaz. Pa če on ustraja, obviously puste njemu. 8. To je za 18+. Ne se napit, logično. It's not a good look. Ok, če si pač pijan na zmenku, pa si pol ne znaš več govoriti, pa ne znaš več obnašati, res nikul. Ok, en kozarček vina ob večerji ali karkoli. Ok, v redu. Pa še en več
pa da te pol začne vplivati na razmišljanje, pa da si pol kar čustven ali pa da sploh v glavnem se ne znaš več obnašati, skip it. Bota že kasneje imela kdaj kak date, kjer se bota uradno napila. 9. točka, ne govori skozi samo sebi, ker tukaj nisi zato, da ti poveš svojo življenjsko zgodbo, tu si zato, da spoznaš drugo osebo, da vidiš, kako razmišlja, kako funkcionira in da se na koncu odločiš, ali bo te šla še na second date ali pač prekineš. It's only right. Sprašuj, ne vem, kam greš kaj na dopust, kaj počneš v prostem času, kakšni filmi so ti všeč. Sprašuj. Pa bo itak pogovor stekel, pa se bo ta en drugega sprašvala in bo vse super. 10. stvar, ne pričakovati preveč, ok? Prvi date je. Tipi pol pričakujejo mogoče, da bojo zdaj šli kar domov s punco, s tem namigujem seks, pa tudi lupčkanje, I guess. Ok, lupčkanje na prvem dateu v redu. Tipi ne pričakovati seksa na prvem dateu, ker če bo seks na prvem dateu, pol mogoče sam zaradi tega sploh date. Če pa že dejtaš s tem, da je seks tvoj cilj, pa si sam naredi Tinder, pa gor napiš, iščem seks in nič drugega in to skomuniciraj čim prej in ne zavajati folka. It's that simple. Ne hoditi na dejte, pol siliti v žensko, pa tudi ne iti na second ali pa third ali pa fifth ali pa 15. date samo zato, da bi seks dobil. Tu mora biti cilj, mora biti ljubezen, ne pa seks. Ja. To je bil malo krajši video. Jaz imam verjetno še ene milijone drugih nasvetov, kar se tega tiče. Naprej pravila, kakšne so, ne vem, da moraš 3 dni počakati, preden se javiš po zmenku, a se jaz strinjam s tem ali ne. Odvisno v kakšni komunikaciji sta, če sta si že odprej skozi neki pišeta, lesen, sam napiš tekst takoj po dejtu, super sem se imel, z veseljem bi to kdaj ponovil, ali pa naslednjo jutro, včeraj mi je bilo full fajn. Sam to, da nekaj pokažeš nek appreciation, ne pač kar zgint. Pa v večini se mi zdi fajn, da tudi punca pokaže nek interes, ker vem, da se dela kao hard to get. Valentinova je, šla si na date s tem razlogom, da pač iščeš ljubezen. Bod ljubezniv do druge osebe, zato da bo druga oseba tudi ljubezniva do tebe. Pač it's that simple. Devaj drugi osebi to, kar hočeš, da ona deva tebi. In to je to. Jaz imam kar ene par takih slabih izkušenj s prvimi dejti, ker sem šla, I guess, na kak tak prvi dejt, ko je bil bolj predvsem, kak tak, ko bi ga izpostavila. Tipi, ne biti preveč škrti. Maybe. Pač vseen, pač za kakršenkoli naslednji date, listen, Za prvi date pa tek, ne vem, prines kako vrtenco, ali pa bombonjerco, ali pa, ne vem, peljo na večerico, ne sam iti na nek sprehod, ker to je boring, to lahko delaš kadarkoli. Za Valentinovo se malo bolj potrudi, ker je Valentinovo. A je še kaj, kar moram povedati? To je mojih 10 najbolj osnovnih nasvetov za Valentinov date. Če te zanima karkoli o datanju, da imaš kakšne težave, ali pa kaj takega mi lahko kamot dol spodnje napišeš, pa bom mogoče naredila enkrat tak video, kjer bom dejansko odgovorila vsakemu posebej, naredila kak nasvet ali pa kaj takega. Teda dol spodaj napiš nujno. Preden pa zaključim, pa seveda lajki tale video, subscribe se na naš kanal, mene followaj še na Instagramu. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte, pa fajn praznujte Valentinovo. Se vidimo naslednjič. Čau!